Pozdravljeni, tokratna tema je Čas je za spremembo. Mesec december je mesec odločitev, pregled za nazaj in postavljanje ciljev za naprej. Je tudi mesec norega nakupovanja daril, hrane, tudi drugih nepotrebnih stvari. Gledamo in se čudimo, ker naš težko zasluženi denar kar kopni. Da ne boste narobe razumeli, nič nimam proti praznovanju in obdarovanju. Tudi sama zelo rada obdarujem. Ampak največkrat obdarujem s stvarmi, ki jih sama izdelam ali naredim. Le bolj premišljeno bi morali to delati vsi. V svojem življenju se dokopljamo do veliko izkušenj in veliko spoznanj. Življenje lahko razumemo le za nazaj, skozi lastne izkušnje. Naše preizkušnje so temelj za vsako spremembo, ki jo naredimo. Za našo prihodnost. Naše preizkušnje so lahko gonilni motor ali pa velika zavora. Moje ime je Barbara Silva Pavlič, sem svetovalka za osebne finance in osebnostni razvoj. Na tem področju delujem že več kot 24 let, na področju plemenitih kovin pa tudi že več kot 18 let. Svetovanje o osebnih financah, kaj to je, in osebnostnem razvoju. To je zaupen pogovor s strokovnjakom, ki vas posluša, vas sliši, vas razume in pomaga pri usmeritvi uresničevanja vaših želja in ciljev na več področjih. Osnovni moto mojega dela je zaupanje in delo z ljubeznijo za ljudi in tako delo prinese veliko lepih čudežev in dogodkov. Zanima me, kakšen odnos imate vi do tega, ko slišite varčevanje? Kaj razumete? Kaj občutite, ko s to besedo, s tem sporočilom? Ja, na nekoga vpliva dobro, na nekoga pa ne. Zakaj? Zakaj ne? Zato, ker je varčevanje največkrat negativen občutek. Velikokrat sem že slišala ljudi, ki so rekli: šparam pa nič nimam. Kaj delam narobe, se sprašujejo. Kaj delam narobe, zakaj nimam tisto, kar si želim, zakaj drugim uspeva? Opazila sem, da ljudje največkrat jemljejo varčevanje, šparanje kot odpovedovanje samemu sebi. To razmišljanje jih je pripeljalo skozi lastne slabe izkušnje ali pa izkušnje drugih ljudi, nerazumevanju in tudi slabih odločitvah. Govorim o konkretnih varčevanjih, ki jih imajo ljudje na bankah, naložbah, zavarovalnih produktih, investiranju denarja, ki so jim prinesli lahko izgubo, propad, ali pa so dobili iz naložbe ali varčevanja manj ali nič, kot so vložili svojega denarja. Zato jih je novih odločitev za varčevanje strah, strah jih je novih začetkov, nove spremembe. Pa ne samo to. Pridejo do spoznanja, da največkrat zmanjka denarja za lastno varčevanje, saj
od plače, od prihodka, ki ga dobijo, nič ne ostane. Zakaj? Dobiš plačo, pokojnino, honorar, neki prihodek, darilo. Kaj narediš s tem denarjem? Največkrat plačaš račune, obveznosti do drugih, za trgovino, za otroke, za hrano, za obleko, kurjavo, darila, ke so rojstni dnevi pa prazniki. Moje spoznanje pa je, ko dobiš plačo, pokojnino ali kakršenkoli prihodek, da najprej vedno plačaš drugim za njihove dobičke. Kje ste pa vi? Kdaj smo pa mi na vrsti, da se nam plača za naše delo, ki smo ga skozi mesec ali leta svojega življenja opravili? Odgovor je največkrat, zelo redko, kar največkrat nič ne ostane za nas, še zmanjka. Veste, ko sem jaz prišla do spoznanja, da šparanje ali varčevanje pomeni, da varčujem šele takrat, ko en del denarja, za kar sem fizično, umsko delala, plačam na svoj varčevalni račun. To pomeni, da sem sebe plačala za delo, ki sem ga opravila, in to na svoj račun. Saj sem dobila plačo ali pa pokojnino, ampak od tega nič ne ostane, ker nisem en del rezervirala za sebe. Zato je moj novi slogan, rek: varčujem, sebe plačam. Varčujem, sebe plačujem za delo, ki sem ga opravila. V preteklosti ali v sedanjosti. Kako vam je všeč ta rek? Veste, ko si ta rek večkrat rečete sebi na pozitiven način, varčujem, sebe plačam, in si nakažete denar na svoj varčevalni račun, bo še bolj učinkovito vplival pozitivno na vas. Misli v vaši glavi, kar je med dvemi ušesi, da z varčevanjem plačujete sebe za opravljeno delo, vas spravi v akcijo, da res vztrajno potem to delate, ko veste, da se gre za vas osebno. Varčevanje je proces, ko ga razumemo, ko sebe plačujemo. Varčujemo lahko klasično na banki, takrat ste upnik, upate, da boste do tega denarja prišli. Ni vaša last, čeprav mislite, da je vaša last. Ali pa kupujete točke sklada, delnice, zemljo, zlato, srebro, nepremičnine. V tem primeru ste lastnik tega, kar ste kupili. Že tukaj je razlika, ali sem upnik ali lastnik. Kaj bi bili vi raje? Čudno vprašanje, kajne? Kakšna je razlika med klasičnim in strateškim nakupom? Kadar kupujem klasično, kupim in imam dobrino, ki si jo želim. Zelo pomembno je, da varčujemo v prave vrednote, v pravi denar, ki še nikoli v 5000 letih ni propadel in ohranja vrednost. Z njim lahko vedno nekaj kupimo, zastavimo, če nimamo drugega denarja, ali pa zamenjamo za katerokoli veljavno valuto ali dobrino, ki jo potrebujemo. Ta občutek prinaša veliko varnost. Govorim vam o plemenitih kovinah, o zlatu in srebru, o pravem zlatu in pravem srebru v fizični obliki, ne o nakitu,
in to zlato in srebro z največjo čistočo. Običajno ljudje kupujejo klasično, kar pomeni kupimo, imamo, ko se odločimo, prodamo. Na drug način pa je strateški način kupovanja. Kaj strategija 7 zvezdic je? To strategijo spoznate, če se odločite za svetovanje pri meni. Strategija 7 zvezdic vam omogoča, da z istim denarjem in pravo strategijo kupite najprej srebro s pravočasno prodajo, kupite kasneje več zlata z istim vloženim denarjem. Oba sta prosta davka na kapitalski dobiček. Vse ostale lastniške dobrine so obdavčene. Strategija 7 zvezdic vam razkrije še več priložnosti, kako jo uporabiti sebi v prid pri nakupu zlata in srebra. Vsaka zvezdica prinese svoj plus. Več zelo zanimivih in koristnih informacij dobite z osebnim svetovanjem, ki je brezplačno. Ali zdaj razumete, zakaj je pomembno, v kakšni obliki sebe plačujete za pokojnino, zlato rezervo, za katerikoli cilj s pravim denarjem? Zato, ker so te cilji dolgoročni, v dolgoročnosti se pa z denarjem in z vsemi temi naložbami marsikaj dogaja. Spoznanje upokojencev in tistih, ki šele odhajajo v pokojnino ali bodo v bodočnosti enkrat odšli v pokojnino, je, da je pokojnina zaenkrat še varna. Le višina ni več varna. Vprašajte se, koliko časa bo pokojninski sistem tak, ki ga poznamo, še zdržal, ker je plačilo v ta sistem vedno manjši. Kaj lahko rečem na vse to? Se boste odločili za nasvet, kako na prav način varčevati za svoje pomembne cilje, če ne drugega, vsaj za svojo pokojnino za bodoče življenje oziroma zlato rezervo? Veste, prvi korak v novo smer je vedno najtežji. Vsak naslednji je lažji, ko veš. Preverite, kakšna je varnost tega varčevanja. Zlato je v več kot 5000 letih ohranjalo realno vrednost. In celo več. Večina ljudi je pa prepričanih, da je treba za nakup zlata imeti veliko denarja. Pa je to res? Z obročnim varčevanjem pridete tudi do več. Obroki so dostopni prav za vsakogar. Vprašanje je, kakšen obrok si boste vi namenili za svoje cilje, kako se vi cenite sami sebe. Nevednost je najcenejša surovina za ustvarjanje dobička. Vprašanje je samo, na kateri strani ste. Ali ste na strani, kjer je dobiček, ali ste na strani, kjer drugi delajo dobiček iz vašega denarja za sebe. Vredno je spoznati novosti, ker se po svetovanju lažje odločite, ko veste.
Po informaciji, posvetovanju lahko rečete tudi ne, da to ni za vas. Prepričana sem, da bo svetovanje za varčevanje za vaš cilj, pa kakršenkoli že je, vzbudil aha efekt, ker boste ugotovili, da ga na tak način lahko tudi uresničite, dosežete. Za osebni pogovor mi lahko vedno pišete na moj mail barbara.s.pavlic@gmail.com. Vesela bom kakršnegakoli vašega sporočila in vprašanja. Lepo pozdravljeni.